Lepo pozdravljeni v tokratni epizodi podcasta Rast. Imamo to čast, da smo lahko gostili Evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja. Gospod Christopher Hansen je v Slovenijo prišel na povabilo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije v sklopu Svetovnega dneva čebel, ki smo ga lahko letos praznovali že 8. zapored. S komisarjem smo se pogovarjali o njegovem pogledu na kmetijstvo, o trenutni in prihajajoči skupni kmetijski politiki ter o aktualnih zadevah, ki se dogajajo na Evropski komisiji. Najprej dobro jutro, gospod komisar. Res smo počaščeni, da ste si vzeli čas in ste se nam pridružili v tem današnjem podcastu. Morda za začetek, ste prvič tukaj v Sloveniji v vlogi komisarja? Yes, good morning, first of all, and indeed, it is my first time in Slovenia as commissioner. I have already been here several Dobro times. jutro, tudi z moje strani. Da, res sem prvič v Sloveniji kot komisar. Tukaj sem bil že večkrat ob drugih priložnostih, ampak tokrat sem resnično prvič v vlogi komisarja. Zato se zelo veselim odkrivanja raznolikosti slovenskega kmetijstva kot tudi čebelarstva. Na dnevnem redu je veliko stvari, tako včeraj kot danes, in komaj čakam na dobre izmenjave mnenj. Torej, vam moram na to vprašanje dejansko zelo enostavno odgovoriti. Kaj bi rekli, kakšni smo Slovenci? Kako je slovenskim kmetijstvom v naši čudoviti državi? Včeraj ste obiskali tudi nekaj kmetij. Kakšno je tam vzdušje? Well, I think it's the farmers are very positive. They love what they are doing. Meni se zdi, da so kmetje zelo pozitivni. Radi imajo to, kar počnejo. In moram povedati, da so tudi zelo gostoljubni, saj smo povsod, kamor smo šli, dobili veliko hrane za pokušino. Zelo so ponosni na to, kar proizvajajo. Sveže jagode, pa tudi domača slivovka, ki sem jo moral poskusiti. In bila je res dobra. Torej, v teh 2 dneh v Sloveniji bom verjetno pridobil okoli 3 kilograme. Kaj pa Slovenija? Država nasplošno? Vam je všeč? I like it very much. It's a very diverse country. I knew other parts before, Novogorica, Piran. Zelo mi je všeč, je zelo raznolika država. Druge dele sem poznal že odprej. Nova Gorica, Piran, te dele. Zdaj pa odkrivam še več. Gorske regije, vinogradništvo, sadjarstvo, česar doslej nisem poznal. Zato je to zame zelo veliko odkritje. In mislim, da je to zelo pomembno, saj bomo kmalu razpravljali o prihodnji skupni kmetijski politiki, kjer moramo ohraniti to raznolikost, ki jo imamo. Saj je to resnično naše bogastvo. Bogastvo naše evropske kmetijske proizvodnje, ki je raznolika in ima regionalne posebnosti. In te posebnosti, to je nekaj, kar moramo ohraniti. Mislim, da moramo stvari videti sami, da jih resnično lahko cenimo in šele na to oblikovati pravo politiko za njihovo zaščito. Things in order to really value them and then as well design the right policy to protect them. To je dejansko zelo dober način razmišljanja. In naprimer včeraj, ko smo imeli večerjo z nevladnimi organizacijami, ste omenili, da ste kmečki sin, da ste kmečki brat. Odraščali ste torej na kmetiji. In sama sem dobila občutek, da nas resnično razumete, da razumete to stisko, ki jo imamo kmetje in to našo potrebo, da bomo končno razumljeni, da nas končno nekdo razume. Ta občutek dobim, ko sem vas včeraj poslušala in ko vas sedaj poslušam. Kaj bi pa vi zase rekli? Torej to, da ste kmečki sin, kmečki brat, kaj vam je to življenje in delo na kmetiji dalo? Kaj ste se iz tega naučili?
Well, I come from the north of Luxembourg, which is quite hilly, not as hilly as maybe the mountain regions of Slovenia, but nonetheless it's a land that is quite difficult to work with. And I'm, as you say... Prihajam iz severnega Luksemburga, ki je precej hribovit, ne sicer tako hribovit kot določena območja Slovenije, a kljub temu je to dežela, ki je precej težka za obdelovanje. In kot ste rekli, sem kmečki sin in kmečki brat, sem najmlajši od 7 otrok. Kmetija je že bila predana mojemu bratu, ko sem lahko jaz začel pomagati, vendar sem vse do mature, do odhoda v tujino na študij, vsak dan delal na družinski kmetiji. Po koncu šole sem najprej odložil šolska oblačila, si obul škornje in šel ven z bratom in očetom. Mislim, da zato precej dobro poznam lepe plati kmetijstva. Na drugi strani pa tudi številne izzive, ki jih kmetijski sektor ima. Mislim, da so ti izzivi postali večji, ker imamo na eni strani geopolitične napetosti, poleg tega pa podnebne spremembe z vedno bolj ekstremnimi vremenskimi pojavi, kar seveda vpliva tudi na kmetijstvo. Imamo različne tržne situacije, kjer včasih večje skupine nadzorujejo cene, kar kmetom ni najbolj v pomoč. Poleg tega je delo postalo tudi bolj zapleteno z vidika birokracije, saj je potrebno izpolnjevati veliko papirjev. Ne poznam nikogar od kmetov, ki bi izbral to delo zato, da bi polnil papirje, potem, ko dela 12 ali 14 ur, še vedno pa mora sedeti za računalnikom in izpolnjevati evidence. To ni razlog, zakaj kmetje izbirajo to delo. Zato moramo pomagati pri zmanjševanju tega administrativnega dela. Bi torej lahko rekli, da so vse te stvari, ki ste jih sedaj našteli, da so to nekako vaše prednostne naloge v vašem mandatu komisarja? Ali obstajajo še kakšne druge prednostne naloge, ki ste jih mogoče sedaj prevzeli, ko ste postali naš prvi kmet v Evropi? Well, I recently presented the vision for the future of agriculture and food because I think it was very important to draw a roadmap. Pred kratkim sem predstavil vizijo za prihodnost kmetijstva in prehrane, ker se mi zdi zelo pomembno, da pripravimo načrt pobud, ki jih moramo sprejeti v naslednjih mesecih in letih, da bi sektor ponovno postal privlačnejši. In zakaj pravim privlačnejši? Ker se soočamo z velikim izzivom zagotovitve proizvodnje hrane v Evropski uniji in vseh državah članicah. Opazili smo velik problem z generacijsko prenovo. Trenutno je v Evropski uniji povprečno manj kot 12% kmetov mlajših od 40 let. Povprečna starost pa je nad 57 leti. Tukaj v Sloveniji pa je situacija še slabša. Manj kot 10% mladih kmetov je mlajših od 40 let, zato se mi zdi res pomembno, da ponovno ustvarimo pogoje za privlačnejše kmetijstvo. In prve korake v tej smeri smo že naredili. Podali smo predloge glede direktive o nepoštenih trgovinskih praksah. Podali smo predloge glede skupne ureditve trgov, kjer želimo okrepiti položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano, da bi dobili boljše cene za svoje proizvode. In tudi na administrativnem področju smo prejšnji teden predstavili sveženj poenostavitev v skupni kmetijski politiki, ki bo bistveno zmanjšal administrativno breme za kmete, zlasti za manjše in ekološke kmetije. Manjšim kmetijam smo olajšali dostop do financiranja, na primer v obliki enkratnih zneskov za povečanje njihove proizvodnje. Zelo pomembna točka v tem svežnju, poenostavitev pa je tudi boljše obvladovanje tveganj. Državam članicam dajemo večjo prožnost pri izplačevanju nadomestil, na primer v primeru poplav, suše in živalskih bolezni. Mislim, da je to zelo pomembno. Zagotoviti moramo določeno varnost, saj sicer noben podjetnik in kmetje so podjetniki, ne bo pripravljen opravljati tega poklica in ne bodo dobili financiranja od bank, če bo šlo za preveč tvegan posel. Banke namreč zavračajo posojila, če je poslovanje preveč tvegano, saj so banke previdne.
Glavni cilj je torej ustvariti podporno okolje v kmetijstvu, ki bo ponovno privlačno za nove generacije in hkrati narediti to kmetijsko politiko bolj odporno na prihodnost. Kmetje najbolje poznajo svoje potrebe. Potrebujejo zdrava tla, svežo in zadostno vodo, opraševalce za opraševanje rastlin. Zato so kmetje tudi najboljši zaščitni ukrep za naše skupne cilje, zaščito podnebja, okolja in vode. Način izvajanja politike moramo nekoliko spremeniti, saj so kmetje v zadnjih letih menili, da gre le za pristop od zgoraj navzdol. Torej na način, tukaj so odstotki, zdaj pa se morate s tem spopasti. Mislim, da je bolje delati na sredstvih in orodjih za dosego tega cilja, ter več delati s pozitivnimi spodbudami. Oblikovati moramo torej privlačne spodbude za kmete, da bodo sami pripravljeni prispevati k tej zaščiti. Torej, kmetov ne vidim kot del problema, temveč kot del rešitve. In to je ton, ki se je nekoliko spremenil in ki smo ga spremenili s to vizijo za prihodnost kmetijstva in hrane. The tone that has changed and that we have changed with this vision for the future of agriculture and food. In prav to je tisto, kar si kmetje želimo. To spremembo tona in resno, zato vam lahko samo čestitam, ker pravite, da smo kmetje dejansko del rešitve in nismo tisti problem in da smo mi dejansko najboljša zaščita za naše naravne vire. It is very important to evaluate again or give the right value to the work that our farming community is doing. We have to connect the consumers with the producers even better. Mislim, da je zelo pomembno, da ponovno ocenimo oziroma damo pravo vrednost delu, ki ga opravlja naša kmetijska skupnost. Potrošnike moramo še bolje povezati s proizvajalci. In, to sem že večkrat omenil, postajam velik oboževalec Avstrije. Avstrija precej dobro upravlja z generacijsko prenovo. Ima 24% mladih kmetov, mlajših od 40 let. In to so storili z nacionalnimi pobudami, kjer imajo na primer pokojninsko shemo, sistem za upokojitev, ki spodbuja starejše kmete, da hitreje predajo kmetijo. Poleg tega pa so veliko vložili tudi v izobraževanje naše kmetijske skupnosti. Imajo več kot 70 različnih šol za kmetijstvo, agrogospodarstvo, agrookolje, ki beležijo zelo dober vpis. Posledično ustvarjajo znanje, podpirajo nove in inovativne ideje in to je nekaj, kar moramo preučiti in poskušati implementirati. Opravili so tudi anketo o najbolj cenjenih poklicih v Avstriji. Prvi so zdravniki, ker zdravnike potrebujemo, da nam pomagajo. Drugi so kmetje, ker pomagajo vzdrževati našo krajino in nam pomagajo pridelovati zdravo hrano, ki si jo želimo vsak dan. In menim, da bo to, da kmeta ponovno postavimo v središče spoštovanja, velik cilj, ki si ga bom prizadeval doseči. Zdaj tukaj vas moram se čutim dolžno, da moram dati eno pojasnilo. No? Tudi v Sloveniji se mi zelo, zelo zgledujemo po avstrijskih kmetih, po avstrijskih modelih in si zelo prizadevamo, da bi tudi kmetje v Sloveniji, da bi zrasli, da bi se dvignili na tej lestvici priljubljenosti, ker dejansko slika pri nas sedaj ravno obratna. Torej, kmetje smo tam nekje na dnu in to je za nas zelo, kako se naj izrazim, frustrira nas. To nas res frustrira. Ampak ja, če se vrnem malo nazaj. Omenili ste poenostavitveni paket, torej debirokratizacijo nekako. Ne morem mimo tega, da oziroma kmetje imamo občutek, da čisto vsakič in čisto vedno, ko začnemo govoriti o debirokratizaciji, da uspemo to še bolj zaostriti, da dobimo na koncu še več birokracije.
Imate morda kakšne konkretne predloge ali pa konkretne namige, kako bomo to poenostavitev dejansko dosegli? Well, first of all, I've proposed now the simplification package. Now it's still the ministers and the European Parliament that need to approve this. So it is not there yet, but I want it to be up and running for the next calendar year. Sam sem sedaj predlagal sveženj poenostavitev. Morajo ga odobriti še ministri in Evropski parlament. Torej še ni zagotovljen, vendar želim, da bi začel delovati z letom 2026. To je cilj. Zelo jasno je, da kmetom, ki prejemajo do 2500 evrov na leto, ne bo več treba izpolnjevati podrobnih zahtevkov in jim ne bo več treba predložiti dokumentacije, ko gre za tako imenovano pogojenost. Mali kmetje bodo torej imeli to konkretno olajšavo in tega ne bomo odpravili. Omogočili smo, da lahko mali kmetje prejmejo pavšalni znesek v višini 50 000 evrov za pomoč pri rasti svojih podjetij. Znesek ni vezan na nobene obveznosti, a kljub temu jim resnično pomaga. Poleg tega moram povedati, da poenostavitev ni potrebna le pri evropski zakonodaji. In to sedaj zelo jasno vidim, ko potujem po državah članicah. Bil sem na primer v Litvi, kjer je mladi kmet na svoji živinorejski kmetiji postavil tudi majhno klavnico, kjer na to svoje meso neposredno prodaja potrošnikom. Tam je bilo to zlahka mogoče. Prihajam iz Luksemburga, kjer sem pred kratkim obiskal kmetijo prijatelja, ki bi rad storil popolnoma enako. Vendar je to pri razlagi določene zakonodaje na nacionalni ravni skoraj nemogoče. In mislim, da moramo poenostaviti postopke in dati sredstva v roke kmetom. Ker če lahko kmet prodaja neposredno potrošnikom, si lahko drug drugemu pogledajo v oči. In to je zelo pomembno za povezovanje in ponovno vrednotenje izdelka, saj je potrošnik pripravljen plačati pravičnejšo ceno, boljšo ceno, če je to res neposredno. In moramo te pogoje ponovno ustvariti, saj menim, da so nekoliko izginili. Nekateri kmetje to počnejo zelo dobro. Obiskal sem tukaj pri vas biodinamično kmetijo, ki prideluje sadje in zelenjavo in ga neposredno trži. In v tem so zelo dobri. Vendar niso dobri vsi. In menim, da moramo ponovno ustvariti okolje, kjer se lahko srečajo potrošniki in kmetje. Vendar se veliko ovir, o katerih govorim, ne nanaša zgolj na zakonodajo v okvirih evropske kmetijske politike. Zdaj sem v svoji 16. državi članici in večina skrbi, ki jih dobivam od kmetov, so povezane tudi z drugo zakonodajo, na primer sanitarnimi, zdravstvenimi in okoljskimi predpisi. In menim, da je treba to bolje uskladiti. Zato tudi v tem poenostavitvenem paketu nakažemo, kako morajo nacionalne oblasti opravljati svoje delo. Na primer, če moram jaz kot kmet nekaj dokazovati glede svoje zemlje, to storim enkrat. Če želi zdravstvo to preveriti, lahko vzame podatke iz tistega enega mesta. Če mora to preveriti okoljska uprava, lahko vzame podatke iz istega mesta. Pomembno je, da jaz kot kmet to dokažem samo enkrat. Na to morajo oblasti opraviti svoje delo. To je sicer izziv, ker tudi oblasti na nacionalni ravni niso vedno usklajene. Vendar je to cilj. Mislim, da se uprave včasih nekoliko bojijo te digitalizacije. Kmetje pa so, moram jasno povedati, strokovnjaki v tem, kar počnejo. So podjetniki, imajo finančne, kemične in biološke spretnosti, sicer ne bi mogli ničesar pridelovati. Torej so strokovnjaki za veliko stvari in znajo odlično upravljati mobilni telefon ali računalnik za uporabo teh digitalnih orodij. In mislim, da je to nekaj, za kar moramo na tej ravni pripraviti pot. Ampak, kot sem rekel, obstajajo tudi druge kritične točke, poleg kmetijske politike.
Zato bomo do konca tega leta pripravili drugi sveženj poenostavitev, ki se bo dotaknil tudi drugih področij politike. There are other points than just the agriculture policy, so that is why we come up with the second simplification package, touching as well upon other policy areas by the end of the year. Res sem vesela, da ste omenili tudi nacionalno zakonodajo, ker je dejstvo, da nacionalna zakonodaja je različna od države do države in to po nas potem v bistvu evropske kmete postavlja v različne konkurenčne položaje. In Slovenija je pa še posebej država, moram reči, ki nam vedno znova uspe vsako evropsko zakonodajo še bolj zaostriti in imamo res zelo visoke standarde pridelave hrane. To je sicer dobro, ker lahko rečemo in z gotovostjo trdim, da je naša hrana ena izmed bolj kakovostnih v Evropi, tudi zaradi tega, ker imamo še zelo dobro kakovost tal in vode. Po drugi strani pa se kmetje resnično utapljamo v tej birokraciji in vseh vrstah zakonodaje. Zaradi tega majhnega trga, v katerem pač kot Slovenija smo, pa imamo v bistvu še eno težavo, ki nas postavlja v zelo nekonkurenčen položaj. To so pa v bistvu registracije za fitofarmacevtska sredstva. In tukaj Slovenija že kar nekaj časa podaja predlog na Evropsko komisijo, da bi se mogoče znotraj con, torej da bi se uveljavile cone in bi znotraj tisto fitofarmacevtsko sredstvo, ki je registrirano v eni coni, oziroma eni državi in je znotraj te cone, lahko potem uporabljalo tudi v vseh drugih državah, ki so znotraj te cone. Ali Evropska unija razmišlja kaj v tem smeri, da bi se na tem področju morda kaj spremenilo? Zdaj vem, da ste iz Luksemburga, zato nas gotovo razumete. Exactly, I'm coming from Luxembourg, a country that is even smaller than Slovenia, so I can really feel the problem because the products are always ending up at the very last moment in the smaller member states. And this Točno tako. Prihajam iz Luksemburga, države, ki je še manjša od Slovenije. Zato resnično čutim vašo težavo. Tovrstna sredstva namreč vedno nazadnje pristanejo v manjših državah članicah. Če sploh. In to je posledica sistema odobritve, ki ga mora izvajati vsaka država članica posebej. Luksemburg je to nekoliko rešil na način, da se sistematično usklajujemo z Nemčijo, ker nimamo niti potrebnih strokovnjakov za odobritev. Torej je to nekaj, pri čemer moramo biti pragmatični. Vendar menim, da moramo tudi delati. Sam sem v zelo tesnem stiku s kolegom Oliverjem Varhejem, ki je kot komisar za zdravje in varnost hrane odgovoren za to vrstno politiko, da bi našel načine, kako doseči odobritev sredstev na ravni celotne Evropske unije. In to je zelo pomembno in tudi hitreje. Ko sem se včeraj srečal s kmeti, sem omenil primer evropskega zagonskega podjetja na področju biopesticidov, torej ne kemičnih pesticidov, ampak biopesticidov. In oni mi pravijo, da se bodo preselili v Združene države. In sem rekel, zakaj? Odgovorili so mi, ker bomo na trgu v manj kot 12 mesecih. V Evropi to traja od 5 do 8 let. Bankrotirali bomo, preden bomo sploh lahko šli na trg. In odobritve bomo morali opraviti s posameznimi državami članicami, kar bo imelo za posledico, da bo naše sredstvo potem veliko predrago. Torej, to ni možnost, zato moramo to obravnavati. Mislim, da bi si morali za pesticide z nizkim tveganjem, kot so biopesticidi, prizadevati za odobritev za celotno Evropsko unijo. In to je zelo pomembno. Tudi za druge mislim, da če so varni za uporabo v eni regiji Evropske unije, bi morali biti varni v celotni Evropski uniji. Mislim, da je to zelo pomembno. To bo zmanjšalo stroške. In mislim, da se moramo zavedati, da se dogajajo tudi podnebne spremembe. Včeraj sem obiskal sadjarsko kmetijo tukaj v Sloveniji in tam imajo škodljivce, kot jih še ni bilo. Gre za majhno žuželko, ne spomnim se natančno imena, vendar to povzroča resne težave pri pridelavi sadja. In to je invazivna vrsta, ki v Sloveniji ni domača. In to je tudi posledica podnebnih sprememb. Mislim, da moramo priznati, da se moramo proti temu boriti hitreje, saj bomo sicer izgubili pridelavo.
Mislim pa, da kmetje ne želijo uporabljati fitofarmacevtskih sredstev, ker je to zanje strošek. In želijo zmanjšati stroške, da bi bili učinkovitejši. Če pa izgubijo 30, 40, 50% pridelka zaradi škodljivca ali česa drugega, potem moramo poiskati rešitve. In pri tem moramo biti veliko hitrejši. Ne more trajati 5 do 8 let, da se novo sredstvo spravi na trg. Ukrepati moramo sedaj in to hitro. Ker na drugi strani smo zelo hitri pri umikanju sredstev iz trga. Včasih to počnemo iz znanstvenih razlogov, ker je slabo za zdravje ljudi, ker je slabo za opraševalce, na primer. Včasih pa to počnemo tudi zaradi bolj ideološke ali politične odločitve. Mislim, da moramo biti previdni in ne umikati več sredstev, če alternativ ni. In to smo si jasno zastavili kot cilj v tej viziji za prihodnost kmetijstva in prehrane. Ker kaj se nam bo sicer zgodilo? Naša proizvodnja se bo zmanjšala, kmetje bodo obstali. V zadnjih 10 letih smo v Evropski uniji izgubili 3 milijone kmetij, ostalo jih je komaj 9 milijonov. In to je trend, ki ga moramo ustaviti. Gre tudi za to, da zagotovimo, da so naši kmetje še vedno produktivni, da so še vedno konkurenčni. In to me pripelje do druge točke, saj nekatera sredstva prepovedujemo in umikamo z evropskega trga, večinoma iz dobrih razlogov. Toda hkrati bodo naši kmetje izgubljali del svojega pridelka. Iz tretje države pa še prihaja hrana, ki še vedno uporablja to sredstvo, ki smo ga umaknili z trga. In to je nekaj, česar niti kmetje ne razumejo za pošteno, niti potrošniki tega ne morejo odobriti. Ker če je sredstvo slabo za zdravje ljudi, če je sredstvo slabo za biotsko raznovrstnost v Evropski uniji, je tudi zunaj Evropske unije. Zato menim, da moramo biti veliko strožji glede uvoza in tako imenovanih najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov nekaterih sredstev. Če je slabo pri nas, je slabo tudi zunaj. In tukaj moramo biti bolj usklajeni. Torej, iz tega povedanega lahko razumem, da trgovinski sporazumi, kot je Mercosur, niso na vašem dnevnem redu? Well, I think trade agreements are not per se a bad thing, and I have to say. No, mislim, da trgovinski sporazumi sami po sebi niso slaba stvar. In moram reči, da bom čez 3 tedne z visoko delegacijo kmetijsko-živilskih proizvajalcev iz Evropske unije odpotoval na Japonsko, s katero imamo sklenjen trgovinski sporazum. Še nikoli nismo imeli toliko kmetijsko-živilskih proizvajalcev, ki bi bili pripravljeni priti na takšno misijo, ker želijo izvažati svoje visokokakovostne izdelke. In zavedati se moramo, da imamo v Evropski uniji pozitivno trgovsko bilanco. Letno izvozimo v vrednosti 70 milijard več, kot uvažamo. Torej je veliko naših proizvajalcev resnično odvisnih od odprtih trgov. Prav tako menim, da je trgovinski sporazum nekoliko podoben poroki, kjer se skupno dogovoriš o pravilih, ki morda niso idealna, a so vseeno boljša kot biti na divjem zahodu. Mislim, da to vidimo tudi trenutno pri dogajanju z Združenimi državami Amerike, kjer še nimamo potrditve, kakšna bo končna rešitev. Ampak je dejstvo, da gre za težaven odnos. In to našim proizvajalcem ne daje nobene predvidljivosti. Zato imamo interes za sklepanje varnejših in s pogajanji doseženih sporazumov s tretjimi državami. To je nekaj, kar prinaša stabilnost našemu izvoznemu sektorju kmetijske in prehranske proizvodnje. In to je nekaj, kar moramo tudi doseči. Za stabilnost trga pa so v bistvu potrebna tudi mineralna gnojila. In Evropska unija sedaj uvaja carine proti Rusiji, Belorusiji in kot posledica lahko pričakujemo, da bodo cene mineralnih gnojil zopet poskočile v nebo. In predvsem me tu zanima, ker ta scenarij smo že imeli in kmetje smo takrat ta dvig zelo močno občutili. In
kaj dejansko namerava Evropska unija narediti, da ne bo zopet prišlo do tega črnega scenarija, ko bomo v bistvu kmetje tisti, ki bomo potegnili ta kratko? Well, first of all, I think these tariffs are necessary because we are directly financing the Russian war of aggression in Ukraine, and we are financing with that. Kot prvo, menim, da so te tarife potrebne, ker neposredno financiramo rusko agresivno vojno v Ukrajini in s tem financiramo vojni stroj. In to je razlog, zakaj moramo ukrepati. Zdaj je na mizi postopno zvišanje takšnih uvoznih tarif, kar bo hkrati tudi spodbudilo našo domačo proizvodnjo, da poveča svojo proizvodnjo. V Evropski uniji še vedno obstaja industrija gnojil, zato bo to zanje spodbudno, da ponovno povečajo proizvodnjo znotraj Evropske unije. Potem imamo še druge možnosti, ki so še vedno premalo izkoriščene in blokirane iz političnih razlogov, da bi bolje izkoristili naša organska gnojila. Pri živinoreji nimamo idealne uporabe organskih gnojil. In obstajajo projekti, kot so na primer gnoj oziroma obdelan prebavljen gnoj iz kmetijskega sektorja, ki jih je mogoče bolje izkoristiti. In to so tudi možnosti, ki jih moramo politično odblokirati, ker se včasih znajdemo v zelo nenavadnih situacijah. Na primer, obiskal sem kmetijo na Nizozemskem. Na svoji kmetiji lahko uporabijo le del gnoja. Preostanek morajo odpeljati sami, plačati morajo za odvoz. Hkrati pa morajo še vedno kupiti mineralna gnojila. In to je, ekonomsko gledano, popoln nesmisel. Zato moramo najti rešitve za to, saj kmet plača dvakrat za gnojilo, ki ga je na koncu imel na kmetiji. Torej je to nekaj, na čemer moramo delati. Vključeno pa je tudi natančno spremljanje razvoja cen in da si damo možnosti za odpravo ovir iz drugih tretjih držav, ki proizvajajo gnojila, ki bi se prav tako lahko uporabljala. Mislim, da bi lahko govorili o Alžiriji, lahko bi govorili o Nigeriji, Trinidadu in Tobagu. Veliko jih proizvaja Kanada, Združene države Amerike. Zato moramo vzporedno delati na teh področjih, da bi ugotovili, kako lahko dobimo alternative, če pride do spremembe cen. Mislim pa, da je to z političnega vidika zelo pomembno. Hkrati pa moramo storiti vse, kar je potrebno, da čim bolj zmanjšamo ali popolnoma preprečimo povišanje cen gnojil. Get alternatives if there is a price evolution. But I think this is, politically speaking, very important. But on the same time, we have to do all the necessary to minimize or avoid completely an increase in price for fertilizers. Zdaj smo začeli govoriti o cenah in kadar je govora o cenah, je govora tudi o denarju. Zato se bom zdaj malo premaknila na tisto vprašanje, ki zagotovo zanima. Ne bom rekla vse, ampak večino kmetov pa definitivno. Kaj se bo zgodilo s finančnim okvirjem po letu 2027? Kakšna je prihodnost skupne kmetijske politike? Ampak preden greva čisto v prihodnost, pa me zanima, če smo se karkoli naučili iz tega obdobja. V bistvu vemo, da to obdobje sedaj nam je Evropska unija dala nekoliko bolj proste roke, lahko smo si sami zastavili pot, kako bomo dosegali cilje. Prejšnjo obdobje je tu Evropska unija imela večjo moč, nam je ona povedala, kako priti do ciljev. Kako bo sedaj? Kaj smo se z tega naučili? Je bila to dobra ideja, da imamo nekoliko bolj proste roke? Bo Evropa zdaj v prihajajočem obdobju oziroma v prihodnjem obdobju, v katerem sami ste omenili, imamo vizijo, tako da že razmišljate o tem, verjetno tudi veste, na kak način se bo to formiralo. Torej, predvsem me zanima, kaj smo se naučili iz tega obdobja in kaj lahko pričakujemo? Well, I believe several things have to be acknowledged from the current period. I think the way to go more into taking account of the national and even regional differences in the European Union is very important because
in my opinion, you can't design a policy that is like you say, the t-shirts, one size fits all. That is not going to work. Menim, da je treba v sedanjem obdobju priznati več stvari. Mislim, da je način, kako bolj upoštevati nacionalne in celo regionalne razlike v Evropski uniji, zelo pomemben. Saj po mojem mnenju ne moremo oblikovati politike, ki je kot majica z eno velikostjo za vse. To ne bo delovalo, ker smo preveč raznoliki. Vmes sem med svojimi potovanji po različnih državah članicah videl kmetije, ki so velike z 1 hektarjem in kmetije z več kot 10.000 hektarji. To je velika razlika. In to je treba upoštevati. Obstajajo kmetije, ki delajo v nižinskih regijah, kjer je vse ravno, kjer lahko zemljo obdelujejo strojno. To ima drugačne potrebe kot kmetije, ki so v gorskih območjih, kjer je veliko dela treba opraviti ročno in je delo precej težje. Zato menim, da je zelo pomembno povedati, da moramo ohranjati proizvodnjo v vseh teh regijah, ker na našem planetu ne bo manj ljudi. In menim, da moramo ponovno biti bolj produktivni in bolje izkoristiti naš potencial. Seveda menim tudi, in to je zame zelo jasno, da je treba podporo bolje usmeriti k tistim, ki jo najbolj potrebujejo. In to sem že zapisal v tej viziji. Ljudje me seveda sprašujejo, kdo so potem tisti kmetje, ki jo najbolj potrebujejo. In zame je jasno, da so to mladi in novi kmetje, ki potrebujejo boljšo podporo, da lahko začnejo s proizvodnjo in uvedejo potrebne inovacije. Prav tako menim, da boljšo podporo potrebujejo manjše kmetije, družinske kmetije, ker pogosto cenovno ne morejo konkurirati na globalnih trgih. In pa seveda kmetije, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki. In tukaj mislim, da se ta opis precej dobro ujema s slovenskim reliefom, pa tudi z dimenzijo kmetijske strukture, ki je tudi za Slovenijo zelo pomembna. Naučili smo se tudi, da ta pristop politike od zgoraj navzdol, ki je bil preizkušen v nekaterih vidikih, ni deloval in je povzročil veliko stresa in celo revolucije v kmetijskem sektorju. Zato menim, da moramo za vse spremembe, ki so potrebne, odkrito govoriti tudi o postopnem zmanjševanju plačil, saj je zelo malo verjetno, da bodo države članice želele dati več denarja v skupni sklad. In to bo seveda pogoj, ki bo določal skupni razpoložljivi znesek. Zato menim, da je boljše, da bolj ciljno usmerimo sredstva. Na to moramo povedati, da kmetija z 10.000 hektarji potrebuje drugačno podporo kot kmetija z 10 hektarji. To je treba upoštevati ter uvesti degresivno stopnjo in s časoma tudi omejitev neposrednih plačil. To so nekateri od elementov, ki jih je potrebno vključiti. Kljub temu obstajajo ljudje, ki prosijo, da se celotna skupna kmetijska politika obrne na glavo. Rekel bi, da to ni prava pot naprej, saj je ta skupna kmetijska politika v več kot 6 desetletjih zagotavljala prehransko varnost in poštene dohodke za kmete ter cenovno dostopnost hrane za potrošnike. Mislim, da je to zelo pomembno povedati. Poleg tega so kmetje vlagali v razvoj zaradi določenih smernic te skupne kmetijske politike. Če torej vse spremenimo, morda nekatere kmetije ne bodo več sposobne preživeti. To je treba preprečiti. V nasprotnem primeru bomo še bolj izgubili kmetije. Zato se močno zavzemam, da ne popravljamo tistega, kar deluje, ampak le prilagodimo tisto, kar lahko deluje bolje. Zato tudi pozivam in si prizadevam za evolucijo skupne kmetijske politike, ne za revolucijo. To vključuje tudi, da skupaj ohranimo različna orodja, ki jih imamo v prvem in drugem stebru skupne kmetijske politike. Menim, da je to dober prehod za razpravo o proračunu. Točno tako. Kar je moje vprašanje tukaj pri proračunu, je predvsem, oziroma so, neposredna plačila in pa večletni finančni okvir.
Seveda, zdaj, če se najprej navežemo na večletni finančni okvir, zdaj Evropska komisija je februarja predlagala, da ne bomo več imeli močne skupne kmetijske politike, torej nekega zagotovljenega fonda, ampak da se bo to združilo skupaj s kohezijo in v bistvu lahko potem država sama razpolaga, koliko denarja gre kam, kar je za nas seveda nesprejemljivo. In verjamem, da tukaj ste na naši strani in da boste močno lobirali, da bomo ohranili močno skupno kmetijsko politiko, ker jo potrebujemo definitivno. Na drugi strani pa je moje vprašanje, kako, torej če ohranimo tak način SKP-ja, kot ga poznamo do sedaj, kako se bo pa to potem izplačevalo? Bomo imeli, tako kot sedaj, plačila na hektar, se bo to spremenilo v plačilo glede na proizvodnjo, ali nas mogoče čaka kakšna druga oblika izplačevanja? Well, for me, as I said, you can't entirely change everything what is, and that is why I say the hectare-based payment will remain. Kot sem že povedal, ni mogoče povsem spremeniti vsega. Zato pravim, da bo plačilo na hektar ostalo. Vendar pa je mogoče, da boste za prve hektarje prejeli nekoliko več, za zadnje hektarje pa nekoliko manj, če imate zelo veliko kmetijo. To je zgolj za razumevanje, da obstaja ekonomija obsega. Ne moremo kar tako zavreči vsega, ker so kmetje vlagali v kmetije zaradi napovedi skupne kmetijske politike iz tega obdobja. Dobili so kredite od bank na podlagi tega predvidevanja dohodka. In tukaj je nekaj zelo jasno. Skupna kmetijska politika je dohodkovna politika. To je zelo drugače, na primer od kohezijske politike, ki je bolj strukturno naložbena politika. Pri kmetijstvu govorimo o dohodkovni politiki. Letna plačila obstajajo v prvem stebru neposrednih plačil, pa tudi v določenih oblikah v drugem stebru. In to je nekaj, kjer zelo jasno pravim, da ne moremo kar tako reči, da odvzamemo ta del dohodka, ker se bodo poslovni modeli kmetij preprosto sesuli. In zato mi je zelo jasno, da je treba letna plačila zavarovati in da moramo za namen kmetijstva rezervirati sredstva. To so posebnosti, ki jih je treba upoštevati. V nasprotnem primeru se bojim, da bi v določenih državah članicah lahko prišlo do konkurence med različnimi politikami. Menim, da je zelo pomembno, da ohranimo močno področje skupne kmetijske politike. Torej, mora biti skupno in tudi ostati skupno. Pa gremo zdaj na najslabši možni scenarij. Kaj bo Evropska komisija storila, če izgubimo ta zagotovljeni sklad za SKP? Kako bo dejansko Evropska komisija zagotavljala prehransko suverenost Evrope, če smo v bistvu ste že sami omenili, da smo v zadnjih 10 letih izgubili 3 milijone kmetij, in če pride do tega, sem prepričana, da bo ta propad kmetij potekal še hitreje. Pri zagovarjanju močne skupne kmetijske politike se bom skliceval na dokument najave programa, ki smo ga tako komisarji kot poslanci prejeli od predsednice komisije pred njeno potrditvijo. V njem so tudi njene osebne politične smernice. In v teh političnih smernicah jasno pravi, da bo vedno zagovarjala dohodkovno politiko za naše kmete. To je prvi zelo pomemben dokument. Drugi je poročilo o strateškem dialogu, ki je združilo različne akterje z področja kmetijstva, nevladne organizacije, pa tudi kmetijsko skupnost, druge pridelovalce hrane in tako naprej. Dokument jasno navaja, da je potreben poseben in sorazmeren proračun za kmetijstvo, ter da morajo dodatne zahteve do kmetijstva spremljati tudi dodatna finančna sredstva. Ta dokument je moja najava programa. Moje izhodišče, na podlagi česar se bom boril za ta specifičen in sorazmeren proračun, ker mi to narekuje moje poslanstvo. Prepričan sem, da bomo ohranili nekaj specifičnega za kmetijstvo.
Jaz mislim, da lahko z gotovostjo trdim, da v tem boju ne boste sami, da boste imeli podporo vseh evropskih kmetov, ki se zavedamo pomena tega finančnega okvirja in kako pomembno je imeti nek stabilen vir financiranja. Meni je resnično žal, ampak prišla sva do konca najinega pogovora in vas na tem mestu dejansko prosim za vaše zaključne misli, mogoče za kakšno sporočilo v vašem duhu, da ne potrebujemo revolucije, temveč evolucijo in da lahko s tem nagovorite tako slovenske kot tudi evropske kmete. Well, my personal message would be to say thank you to our European... Moje osebno sporočilo bi bilo, da sem hvaležen naši evropski in slovenski kmetijski skupnosti, saj sta bistvo ohranjanja našega podeželja, ohranjanja naših tradicionalnih krajin in pridelave zelo raznolike in lokalne hrane, ki je v resnici naša dediščina. Rad bi se jim za to zahvalil in jim zagotovil, da bom na njihovi strani, da bodo to lahko počeli tudi v naslednjih desetletjih. Najlepša hvala, gospod komisar. Sam želim uspešno delo in pa predvsem veliko zdrave lokalne hrane izpod rok evropskih kmetov. Odlično. Najlepša hvala.